Dobro jutro, videlo se ne bo nič, ampak da par besed povem. 20. septembra smo eden izmed najlepših dnevov v celem letu. Brez enega oblačka bo verjetno in midva se odpravljamo iz doline Vrat proti Stenarju. Stenar je 2501 meter visok hrib. Nekje 5 ur 15 minut piše, da je za hoditi. Trenutno pa greva proti Aljaževem domu in parkirišče je že skoraj čisto polno. Midva, ko sva pripeljala, je pisalo še 36 prostih mest. Verjetno bo to čez pol ure vse polno, če ne že prej. Ura je pa 4:42. Brez veze je tle snemati, ker se res čisto nič ne vidi. Imamo čelne lučke gor in se odpravljamo naprej. Se vidimo, ko se bo kaj videlo. Sva pri odcepu, kjer se z glavne Triglavske poti odcepi proti Stenarju. Dobro jutro. Kriške podi, ja ne vem, jaz mislim, da je tle moglo bi pisati. Od tam, kjer sem prej potem je poskušal posnet odcep za Kriške pode, se zdaj svet postavi zelo navzgor, že kar takoj od tam. In kaj? Ja, in hodimo pa po Sovatni, pot na Sovatno. Tam se pa pomelišča začnejo. Tako da je kar fajn, da se gre tako zgodi, da se ti spremaga še brez sonca. Ja, kaj zdaj bil, če je toliko vroče. Ja, od spodaj pri avtu, ko so kar odstopila, je bilo kar, zdaj se mi pa zdi, da je enkratno. Sva že dol zmetala Božja s kratkimi rokavi že. Pa je kar prijetno. Ja, danes bo res vroč dan. Izredno. Lahko pade tudi kakšna 29-tica, da ne bom rekel 30-tica. Pa ne tle gor seveda. Evo, sva že na 1200 metrih. Po pol ure hoje cirka. Se pravi še 1301 meter. Še 1300. Še 1299. Ok. Zelo hitro napredujeva. Kaj si rekla? Da se en potrudil, na 100 metrov označuje višino. Ja, sva že 100 metrov više in sva na 1300 metrih in pri prvi stopnički železni. Tle lahko dotočimo še ali kaj. Še imamo čisto polno. Ja, pa res, evo tle je zadnja možnost. The best, gremo to posnet. To vsi posnamejo, deva še midva. Sam pazi, tle je pa spolzko. Sem že zgubil eno palco. Hvala. Evo, tle se še da dotočiti. In špranja. Zavetišče pridržen. Ja, noter v vodi. Ja, ne, to je suh. Mislim, suho. Ok, ne bova dotankala, ker imava polno še vse. Naprej gor pa ni nič, kakor so drugi rekli. A se položi? No, da evo še to posnet, kako se potka položi. Evo pa res. 1400 metrov je pa že nekaj. Midva sva ven iz gozda in zdaj pričakujeva čez kakšnih
50-30 metrov od cep, kjer greva desno proti Dolškim Radcem. Tam gor se pa že lučke vidijo. Ljudi, ki grejo čez luknjo, če se kaj vidi. Pa tam od spodaj, pa verjetno po Tominškovi, če se bo kaj videlo. Pa tam gor lezejo. Evo, vse povsod folk leze na Triglav. Vprašanje, koliko se bo to videlo. Ja, vidim, ja. Ampak moram jaz nekoga vprašati, kaj to pomeni, če imaš rdečo požgano. Zakaj? Tudi na najnih lučkah, by the way, imamo čisto nove čelke, sva jih kupila. Imajo tudi eno posamezno, lahko žgeš samo rdečo lučko, tako bolj majčkano. A ja, a si ga najdla razpoti? Ja, sem imela na steni pisati, veš. Evo, vse ti piše Stenar. Pogačnikov dom in pa Stenar, pa greva desno tja. No, poslikaj. Tle od spodaj še vedno lezejo gor proti luknji. Oni tam gor v luknji so pa že gor v steni. Midva pa sva tle nekje zdaj, še tle gor moramo premagati tole. Ura je pa 6:20 minut. Po 2 urah sva zdaj prišla že kar visoko po tej Sovatni gor. Razgledi so že čisto dnevni, tako da sva čelke pospravila na hrbtnike. Luknja se je že skrila tam odzadaj. Zdaj smo pa jaz pa Boža na tistem mestu, ko bi tudi midva falila, če zadnjič ne bi gledala filma. Kako je že bilo ime onima dvema? Bom napisal noter. Na video sva gledala, ki je posebej, vprosti, nisem se zapomnil tvojega imena, če je posebej opozoril, ne iti tle desno, ker se treba pol tja pribijati. Tako da jaz sem tudi zadnji hip pogledal in sem videl tam na tejle skali, če se bo videlo. Ampak a veš, Sandi, sej tule tudi gre fotka. Ne, nič je to. Ja, ampak sva falila. Tako da moram zdaj tle nazaj tja zlest po levi strani gor, ker vidim, da je tam označeno, ne pa tle. Tako da se pribijava naprej. Ura je 6:40, v bistvu 6:40, ja. 2 uri cirka hodiva. Sva na višini 1750 metrov. Še vedno premagujeva to melišče, kamnišče, kakorkoli nekaj vmes. Hočem povedati še radioamatersko oznako Stenarja je pa Sota S5/JA 010, se pravi Julijske Alpe, 10 hrib po višini. Kar se tiče zelo nizko, ampak ni. Imamo še več kot 700 višinskih metrov za narediti. Počasi bo zmanjkalo tega šodra tle gor. In bližava se že žlebovam tam vmes. Baje je na tem hribu veliko kozorogov, više gor. Upam, da kakšnega srečava tudi midva in ga posnameva.
Ja, tle je pa že zdaj čist drugi kamen, morsko-obalni. Apnenec. Gledam, če bi kaj kakšen odtis fosilne školjke bil. Noče biti mogoče tole. Tle se zdaj tole zadeva konča in bo treba verjetno malo poplezavati ali pa tudi ne vem. Tle sem pa zgubil sled. Aha, tam gor gre naprej pot, ja. Tam je črtica, le. Kar pojdi naprej. Sonce se je že prebudilo, bolj resno. Jaz sem pa mislil, da bo konec tega šodra, ampak šodr se ne da. Nadaljujemo po šodru. Ampak kar gre. Ni ne vem koliko hudo melišče. Ampak vidim, da še kar nekaj del poti je pred nama po tem pesku. Namreč mi smo zdaj prvič na tej Sovatni, tudi Božo še ni bilo prej, ker je v teh koncih kar nekajkrat bila v mladosti. Je Spankol. Do zdaj samo enkrat gor na Triglavu, tako da še nekaj hribov tle čaka. Vidi se pa že Krederca. Eden pa naju že čaka tam gor, če se bo videl. Hej! Noče se dvigniti, prej je bil dvignjen. Okej. Evo, zdaj se je dvignil. Prijateljček se je prišel še bliže past, očitno se tle ne bojijo toliko ljudi. Mogoče ga više še bliže dobiva. Še vedno se prebijava naprej po tem šodru. Spet malo pomagal. Prva zajla. Tle gor je neki zajl, cikcak, zelo lepo speljanih, tako da se lahko fino primeš, ki se še nadaljuje potem tle gor. Prvič sva prišla zdaj ven iz te medliščaste Sovatne na tole podstenje in po vsej verjetnosti bova zdaj midva pojedla en sendvič, ne bova še hodila naprej, ker sva že fajn lačne. Danes imamo s sabo tudi malo suhega sadja. Tako kot sva ga imela taj, ko sva šla na Triglav, je meni zelo prav prišel. Ura je pa samo malo 7:34. Bravo, midva sva na 2000 metrih. Dvojka je že malo obledela. Odzadaj še neki planinci prihajajo, tako da ne bova sama, jaz sem bil prepričan, da bova sama tle gor. Je pa res, da je sobota, no, tako da je malo bolj obiskano. Tako, gre se tle gor tudi na križ, mi da bomo šla pa pol desno na Stenarja direktno. Današnji cilj pa ni 100 zvezd, današnji cilj je pač sam na hitro aktivacijo narediti. Pa gor priditi, pa dol.
Odvisno, koliko bo pihalo, tako dolgo bomo pa gor. No, tle pa že malo bolj prijazen teren. Takole, priplezala so še zadnjo prepreko tle in smo verjetno že na Dolških vratcih ali pa malo naprej. Čisto drug svet. To je po mojem najn stenar. Se pravi še enih 500 metrov. Nadaljujemo po tej lepi poti. Tale dva mlajša sta naju prihitela. Vprašanje, kam gresta. Nisva še tam, ko se zavija, sem zdaj pogledal na navigacijo. Prvi naslednji odcep pa greva midva desno, tam gor nekje na vrhu tega. No, prišla sva zdaj do te poličke, kjer piše vrata po Aljažev dom. Naredil se je že čudovit dan. Nadaljujemo sem gor. Je eno uro, to se zgleda, kakva vratca, Dolška. Dolška vratca, ja. Ja, So tole, ja. Ja, glejte, ko boste prišli do tega železnega klina, oziroma železa, tam je križ pa stena. ja, morate tle dol, ne gor. Mi Boža že šla napačno. Ja, ampak gor je, vse gor je... Ja, pač se mogla zdaj nazaj, a ne. V glavnem, tle dol je treba iti desno Piše, in pol tle na koži, čisto pri delu piše križ pa stena, ja, vse so prav. Se pravi, tu je še večje pisalo vse. ja, tam gor bi res lahko kako tablo dali, da je za zaviti. Okej, najdla. Koliko še imamo? Uro pa pol? Pa pol do vrha, ja. Okej. Ti je všeč to? Ja, Razgledi? Triglav. Triglav posnamemo? Glej, tamle gor pa gresta tudi proti vrhu dva. Vidiš? Vidim. Vidiš? Ne, čist primeru sta. Ne, sta se pa, a ni? Ja, pa je, Ja, zdaj sta se se vidi, premikala. da je Ja, greta, ja. hodita. Tu sta ona dva, ki sta šla prej. A, to hitra pa nista, no. Le, dva lepotca. Ja, Vidiš, vidim. varujeta pot. Če bo ta počakala. Ja, lepo je tle. Greva. Pa še malo nama je zdaj sonca vzelo, kar je izrodno fajn. Ja, ampak zdaj je pa kar malo hladno. Gremo lepo ja, ti si kratko rokavna, jaz imam pa kar dolge rokave zdaj. Jaz sem na naših kartah pogledal na tej višini 2500. Bo 12 stopinj po modelu. Tako da niti ni tako toplo, no. Dva sta, ja, sam ne vem, če se vidita tako daleč. Mamica pa otročiček. Ja, mogoče bomo pobliže lahko prišla. Kozoroga. Kaj dela? Kuplje. Malo pokoplje ven. Ja, gor, to ven, tam na vrhu koplje, ja. Kaj ven koplje? Tle je še eden. Zakaj? Karkoli je. Glej, kaj dela, koplje in pol sproži kamen dol. Kuplje in pol nekaj ven poje, oziroma prevoha. Kaj koplje pod Pa tem tamle kamenjem? gor so tudi, ne? Ja. Gor.
Pa ni čudno, da kamen sproži, ko ga koplje. Hrano išče. Ok, mi smo zdaj pri tem nekem kamnu. Aha, tam vidim naprej. Nadaljujeva po spet nekem melišču. Ja, tam na gor gre. Ja, tam grejo desno, mi dopol. Evo, tle sta pa mamica pa otročiček kozorog. So kozoroge, niso gamsi, sej pa te se vidi, da ima bolj dolge tele rogove. Tam malih pa nima še toliko velikih. Lepo ga stran pelje, da bo na varnem. Tam gor je še eden, ampak se je glih začel zdaj umikati, ko ga hoče poslikati. Tle pa en spet kamen, ki nama kaže smer. Stenar. Da še malo tele lepe obsejane hribe posnamemo, ko je bilo prej še malo niže. Nad nami toliko brenči, je pa jadralno padalo, tam gor sta tudi dva kozoroga. Evo ga, če se bo videl. Tle gor imamo pa enega mačota, ja. Marcino, poglejte jo. Ne pustijo blizu, ne, ampak na nekih 20 metrih, a ne. Se pa mirno pasejo. Ja. Saj te podere. Saj je prijazen. Mu nismo konkurenca, ne. Kozorogov kar mrgoli, kamorkoli pogledaš, je kakšna kozica. Midva pa nadaljujeva še vedno, zdaj bo treba prečiti to melišče. In potem tam gor nekam. Kam, ne me vprašati kam. Ali tle gor. Ampak pot gre čez melišče. Uspešno smo prešli to melišče in se še naprej malo tle gor prebijeva, ne več daleč po tem šodru, ampak tle je že lažje iti. Hotel sem pa še to povedati, kar se tiče Sote, da je ta Stenar bil aktiviran pred 7 leti. To se pravi, leta 2018 ga je zadnji aktiviral ACO S52Q. Večinoma vsi, razen Slavca pa še nekoga, Slavca SP3XX, so delali samo na UKV-ju. Tako da jaz mislim, da bo danes teh mogoče par zvezd, ko bom jaz naredil tudi na kratke, malo zelo dobrodošlo tistim, ki še nimajo tega vrha narejenega. No, tale zdaj del naprej je malo za poplezavati, brez varoval, ampak so tile odseki res zelo kratki. In neproblematični. Malo popležeš in potem spet lahko greš s palcem naprej. Te sva zdaj zadnji del priplezala gor in zdaj se odpre tale lep pogled s soncem obsijan Stenar. Ura pa je točno 9 na tem mestu. Tukaj se že vidi en dom. Pa prvo jezerce, Ja, drugo se pa ne vidi, ali ga tule ne vidi. vidimo samo tole. Vidim, ja, ko se sveti jezerce, pa kočico.
Pa tam Skrederca je pa proti soncu. Triglav in pa levo tam spodaj Krederca. Ta del izgleda takole, cikcak potka speljana. Mislim, da so midva že zelo blizu vrha. Pazim, ampak takoj zdrkne. Zdaj smo prišli tle gor do enega lepega razgleda, po mojem, da tisto Dobrač. Naravnost. Če je Dobrač, ne vem, ne me polit. Pa tam gor tista špička po mojem Großglockner. Ki je še snežen po tej strani. Tako, super, evo. Nekaj razgledov pa bo. Še tle gor se pribijava. Aj, kakva oznaka? Ja, kam boš pošla čist na rob? Ja, tukaj so oznake. Aha, ja pa res, da je. Okej. Samo še par korakov in kamera bo na Stenarju. Boža je že gor, ura je pa 9:20 minut. Se pravi, da sva hodila 20 minut, cirka manj kot pa 5 ur. 4 ure. 50. Slabe 4 ure 40. 50. 20 minut manj, 4 ure 40, pardon. Slabe, ker smo enih 2. Ja, ok, 4 ure 40. Za eno kondicijo moram pa priznati, da sem že glih komaj čakal tale vrh. Vrh ni neki ekstra, tle je opisna skrinjica. Zelo malo placa je, malo pa kar piha veter, ne preveč, no. Dobro, evo. Je pa razgled, Razgled je po redu, vse še če bomo cirka 1 uro tle, bo še malo više sonce. direkt vidiš. Se bo še lepše videlo. Kočo. Ja, se vidi, se sveti koča. Ok, se boš pol ti to posnela. Ko bom jaz kako zvezo naredil. A gledava slučajno tam letja glih on vrha Šmarno goro? Ja, ne se blamirati. Malo visoka je tista Šmarna gora. Plano. Ja, z Ljubljane se vidi Triglav, zdaj pa se ne bi tole videla. Okej. Ne upam nič reči. Tam dole je še vedno neka megla. Ja, seveda je tisto, kaj pa je drugega. Ne me pa en rekel, ma kakšen Dobrač, tisti krvavc tam. Bom reč tiho. Okej. Roger, Juliet Alfa 10. 5-9 oziroma 5-7 na Stenarju. Juliet Alfa 0-10. Ok, Santi, hvala za 5-7, SP5 Velenje, portable, tukaj ti dajem SP5 Tango Delta. Soča 5-7, Soča Portugal, Soča 5-5, Triglav Drava, Portugal, Charlie Papa, Ričena 5-5. Hvala Tomi, 5-7 za tebe, okej? Hvala, dajem naprej. Hvala Vili za 5-7 za vse vas isto, okej? Ok, super, rabaš ti tole frekvenco? Bom malo počakal, sva glih prišla, sem še zadihan. Aha, mi tudi, ja, ok, no pa se bomo pa zmenili, ko ta veliko anteno postavimo. Okej, kar delate, bom se jaz oglasil čez kakšne 5 minut nazaj, okej? Ok, hvala Sandy,
CQ Sota, Sierra 57 Sierra Portable, Sierra 57 Sierra Portable, CQ Sota. Foxtrot 4, Whiskey Bravo November. Victor Kilo 1 Mike Alpha. Okay, Victor Kilo 1 Mike Alpha, Victor Kilo 1 Mike Alpha, 57 QSL. Roger, Roger, thank you for the 5 and 7. You are 5 and 5, 55, over. Roger for the 55, thank you very much for fantastic DX 73. Foxtrot 4, Whiskey Bravo November. Foxtrot 4, Whiskey Bravo November, good morning Chris, 59. Roger, Roger, Alex, good morning, 5 by 9, Roger. Roger, I guess this is a new one for you, okay? Yes, Roger, many thanks, 73. Thank you, Sugar Mike 5, Lima November Echo, 59. 2 Echo 0, Alpha Golf Bravo, 59. Okay, thanks for your 5-9 there, Alex, nice to hear you. 5-7, QSL. QSL, thank you. Sierra Alpha 4, Bravo, Lima, Mike. You're 5-7, Alex, 5-7, QSL. Roger 57, thank you. Sierra Alpha 4, Bravo Lima Mike, 59 plus. Hi, Alex, thanks, 59, your report is also 5-9, 59, 73. 73. CQ Sota, Sierra 57, Sierra Portable, Sota. Echo Alpha 2, Charlie, Kilo Echo Alpha 2, Charlie Kilo X-Ray, 55, 55. Repeat my report, signal. 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2, 5 by 2, over. Roger for the 5 by 2. Echo Alpha 3, Echo Victor Lima, 5 by 7. Thank you. Sierra 57, Sierra Portable, Sota. Echo Alpha 6, stroke Mike 0, Delta Lima. Echo Alpha 6 / Mike 0, Delta Lima, 59. This is 5-9, Alex. You're 55 and 5-5 in Minoka, QSL, thank you. India, November 3, November Juliet Bravo, 5 by 5. Italy, November 3, November Juliet Bravo, 5-5, 5-5, 5-5. Papa Alpha 0 Bravo. Papa Alpha 0 Bravo, 5-9. Papa Alpha 0 Bravo, good morning, 5 and 5, 5 and 5. Good day, 73. Thank you, bye-bye. S57 Sierra Portable from Juliet America, 010, CQ. Alpha 3 Mexico, Papa. E a 3 Mexico Papa, 59. E a 3 México Papa, 59. Echo Alpha 3 Mike Papa, Echo Alpha 3 Mike Papa, 59, 59. Okay, QSL, and very good morning, and sorry because I struck your also be there to you. Good time, 73, have a nice weekend. Thank you. Sierra 57 Sierra Portable, Sota. Sierra 58 Mike Tango. S58 Mike Tango Edo, hvala, 5-7. Aleksandar 55, hvala. Roger, hvala za 5-5, malo traje, ko gor pa dol počepam. Hvala. S57 Sierra Portable, Sota.
Soča 5-7, Soča Portable, Ceko Sota, Ceko Sota. S5, dame imajo prednost, S5-4, Tango India Mike, Martina, 5-9 si na Stenarju. Odličen signal imaš, hvala. S5-7 Alfa, Juliet, 5-9. Ja, lepo zdrav, tudi 5-9. Hvala za 5-9, se zahvaljujem za tole zvezo. 7-3. Soča 5-6, Ljubljana, hvala Izola. Drago 5-9. Danko, hvala tudi 5-9. Pol še 70, počakaj. S5-7S Portable. Papa Indija. S5-6 Papa Indija, pozdrav 5-9 iz vrha Stenarja. Mater, skozi staršiš hočem reči. Idem za tebe, hvala lepa za 5-9, sem lepo zdrav. Lep pozdrav, Soča 5-7, Soča Portable, Ceko Sota iz Stenarja. Sandi, pozdrav, SP2 Eko Indija. O, pozdrav Koroška, 5-9 si, izvoli Ivan. Ja, pozdrav, na Obretanu imamo eno srečanje, pa to da ti pike potalam. Je na 7-6 LL je lokator tu pri nas, da si zapišeš. Pozdrav v hribe, nisem razumel ravno kje si, pa tudi ni tako čudno pomembno, haji. Ja, lahko mi še daš od kluba znak. Lahko ti dam še koliko hočeš znakov, SP9 EHI, 176 LL, pa 5-9 za tebe. Ok, imaš še kakega? Pravim, imaš še kakega? Imaš SP4K, isto klubski znak, 5-9, pa lahko ti pa še pošljem tebe sem, BBD-ja, pa Whisky Juliet, pa tek naprej smo tole. No daj, ok, pa bote pa na video, bom tudi objavil, če greš na YouTube, pa S5-7S tipkaš noter, bo tale video čez kak teden bo gor, ali pa še prej, ok? Ok, velja, bom rekel, da se postavijo vrsto, pa da ti potalajo pike, ajde. No, bom zelo vesel, če bojo, hvala. Je še kdo za Soto, S5-7S Portable iz vrha Stenarja, lokator Sota, referenca S5, Julijske Alpe 010. SP 6HX. 6HX IVG 5-9. Sandi 5-9, čestitam, prednosta. Fajbo leta. Hvala lepa, še poza 70, S5-7S Portable, Ceko Sota. SP7 dvojni Jadran. S5-7 dvojni V Jadran. To je pa presenečenje, Gabor, hvala. 5-9 si na vrhu ene zelo take 2501 metra visokega Stenarja, pridi. Hvala Sandi, ti si tam 5-7 malo, ampak te čujem z Obretanovega, 7-3. Gor si, pozdravil vse ostale fanti, hvala, ker si se oglasil, Gabor, se kaj vidimo, slišimo, živ. Še kdo iz Obretanovega? Sierra 5-9 Delta Mike. Sierra 5-9 Delta Mike, hvala, ker si se oglasil. 5-9 si na vrhu Stenarja. Super, hvala, rapor zate 5-7 Obretano. Lep pozdrav 7-3. Ja, fantje, kak je fajn, če optiče gor vršte, fajn se imejte, hvala. Še kdo? S5-7, Bled Drava. Ponovi, S5-7 malo piha veter, S5-7. S5-7, Bled Drava. S5-7 Bled Drava, pozdrav, jaz sem Sandi oziroma Aleksandar, drugače iz Mežice, po porodu 5-9 si na vrhu, ok? Ja, pozdrav, jaz sem pa Bojan iz Prevalj. Kje iz Mežice si drugače? Jaz iz Mežice, Prižihove 17, Žagar se pišem iz Mežice, samo sem že veliko let blizu Ljubljane, pridi. Aha, ja, mi je en prav tebe, ja, tam Ščrna te omenja. Ok, 7-3 pa lep pozdrav še snemaš? Obretanega. Ja, ok, na video boš, če greš na YouTube, S5-7S, tipkaj noter moj znak, pa boš lahko se gledal na video, kako si se slišal gor, pa kak veter piha, hvala. Ja, lepo pozdrav 7-3, pa se drugi čujemo o priliki. 7-3, kdo je še klical? Kdo je še klical? S5-7S Portable. India Whiskey 0, Romeo Golf X-Ray. Fantastic, India Whiskey 0, Romeo Golf X-Ray, Ivo Doppio 0, Radio Golf X-Ray, 5-9, QSL. QSL, te sei 5-1, se mi ripeti il nominativo cortesemente?
Sì, no problema, nominativo Savona 5-7 Savona barra portabile, Sierra 5-7 Sierra barra portabile, sota attivazione Savona 5 barato, Juliet America 010, QSL? Sì, Sierra 5-7 Sierra Stroke Portable. Sei attivazione POTA interrogativo. No, not pota, sota, Samiton der, sota, Savona 5 barato, Juliet America, Julian Alps 010, Sierra 5 Juliet Alpha 010, ok? Sì, grazie. Io sono in POTA invece, in POTA. Grazie per il collegamento. Dove ti trovi precisamente? Io Perugia, Juliet November 62 Bravo Whisky. Fantastico, 62 bravo whisky. Mio locatore Juliet Norvegia 66 Victor Juliet, JN 66 Victor Juliet, 2501 metri, ok? Sì, perfetto. Io sono a 850 metri, Juliet November 66 Victor Juliet. Va bene, ti ringrazio per il collegamento. Buona attività, buona domenica, 73. Già, grazie, molto grazie per ODX 2 metri banda. Ciao, grazie. Ciao, grazie a te. SP7MS portabil, še kdo, pa poskočimo na 70. Sklepna misel. Stenar je za nama. Vse, kar se tiče spona na njega in aktivacije. Najlepše se bi zahvalil vsem radiomaterjem za zveze, kateri so me poklicali. Zvez je nekaj čez 60. Najlepša hvala tudi radio klubu Franje Malgaj iz Ravno Koroškem, ki so se mi oglašali kar v eni taki lepi gruči. Hvala Ivan, da si jih poklical. Namreč luštno je narediti malo več zvez. Ni to tako kot tekmovanje, pač vseeno, no. Pol fajn pogledati, če malo več zvez, gor na Sotlas. Ja, kaj naj še povem od tem Stenarju. Pot je točno tako, ko piše, delno zahtevna. Jaz bi pod tisto delno zahtevno dal samo dele, na katerih je poskalek šoder. Potem mogoče malo navzgor, ko greš po melišču, se je treba pomagati s palicam, tako da toplo priporočam, to vedno rečem, palice pohodne. Drugače pa nekaj takega, malo kondicije rabite. Vidva sva gor hodila 4 ure 40 minut, na hribi.net je objavljeno 5 ur 15, kar je kar v redu za najna leta, tako da to je ok. Izredno lep razglednik, to sem že tako prej prebral, da je res čudovito se okrog vidi. Saj ste verjetno sami videli na videu, ko je Boža posnela, ko sem je zveza delal. Drugega pa nič takega. Parkirala sva v dolini Vrat. Parkirni listek dobiš, pa treba še seveda plačati, pa je 25 evrov, ne vem, so že kaj podražili. Bila sva malo na trni zjutraj, kot sem rekel, a bova dobila, ker danes je en tak čudovit dan, res se vidite, brez oblaka. In še sobota je, tako da sva mi došla že ob 3 od doma. Ko sva tja prišla do rampe, do zapornice, je pisalo še 36 prostih mest, tako da jaz dvomim, da je še 1 uro bilo tisto res, kar sem že na začetku videa povedal. Skratka, fajn je zbrati, če imate možnost, če ste recimo v pokoju ali karkoli, da lahko izberate, da ne greste glih za vikend. Sam hudič je v tem, da pač možete iti, ko je lepo vreme. Torej, še nadaljujem, tole je sklepno misel. Se pravi, fajn je iti zgodaj zjutraj, seveda, če ne nič drugega, da se teh melišč, ko začne enkrat sonce svetiti, rešiš. Ja, tako. Kot sem rekel, fantastičen razglednik, tisti, ko radi greste, da ujamete razglede, super, toplo priporočam. Eden tak je tudi Macesnovec, ker so bila lansko leto, 15. novembra, ampak tisti je bistveno nižje, z tega se še tle vidi. Toliko v tem bi jaz povedal.
Ogromno še imate tehle videov na YouTubu od drugih, ki so tudi zelo kvalitetno narejeni, meni so zelo všeč, eni že čisto da profesionalno to delajo. Jaz upam, da so te moji videi komu všeč. Večinoma dobim lajke, tam pa tam kako kritiko. Lep pozdrav izpod Stenarja, od naju z Božo. Se vidimo na kakšni drugi ekspediciji v hribe. Lep pozdrav, 7-3.